Fantasy. Radio Fantasy. Samo Maroon 5, ura je 2 minuti čez 9:30. Dobro jutro. Dobro jutro. Ni v redu. Dobro jutro. Dobro jutro. Vidiš to? Čak. Ni v redu. Vsi, 3, 4, zdaj. Dobro jutro. To je en tak Fentišik pevski je. zbor, fantovski pevski zbor. Niso dunajski dečki. Niso dunajski Celjski so, ne. dečki. Dobro jutro, fantje. No, zdaj pred mikrofonom najprej pozdravljam kapetana RK Celje, pivovarna Laško, našega Davida Razgorja. Razgo, zdravo, dobro jutro. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro, to. In pa najbolj tihega vase zaprtega, nekomunikativnega vratarja Gala Gaberška. Dobro jutro. Kaj je, Gal, ti si baje bil na nekem testu in si padel v rdečo cono, da si najbolj zgovoren v klubu, to drži? Ne, to je Larry Fari, to je naš kapetan, tule malo se pošalil. No, Kapetan, kar povej, hočemo slišati vse. Ja, Gal je bil eden izmed redkih v tej coni ekstrovertiranih, komunikativnih fantov. Okay, zdaj tukaj ste danes zaradi tega, ker vam je odleglo na koncu. Danes je zadnja tekma, ne prvenstvo, vi pa že prvaki. Tako da čestitke za 25. zvezdico, bravo! Hvala lepa. Koliko je zmagati v bistvu, da sediš doma v kavču, gledaš tekmo dveh nasprotnih ekip, vi pa dobite, se veš isto, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Ja, res je, redko se zgodi, da Zmagaš tekmo, brez da jo špilaš, ne? da zmagaš brez napora, ampak mogoče v določenih situacijah psihološko še malo bolj naporno. Gledati takle, kot pa biti na terenu, pa sam odločati o svoji usodi. Jaz bom rekla samo, David ni lepo lagat, ne? Zaradi tega, ker... Je pa minuto po tekmi veliko lažje. Koliko ste gledali to tekmo Gorenje Trebnje? Sproščeno smo gledali, dogovorili smo se, da kar po treningu gremo v klubske prostore in skupaj pogledamo to tekmo. In če se vse izide tako, kot smo želeli, smo lahko že odprli prvo pivo po tekmi. 25, carsko. Koliko si ti to doživljal, Gal? Ja, mislim, meni osebno je bilo veliko bolj stresno, no, če lahko tako rečem, kot če bi igral. Ne vem, ker vse nimaš nekaj vpliva na samo tekmo, ne, pač sediš tam, gledaš, tako da, ampak je bilo pol na koncu zelo lepo, no, ko so Velenjčani zmagali. Je bilo lepo, ko so Velenjčani zmagali, nismo pa v bistvu generalno zmagali. Ja, lani ni bilo lepo, ko so zmagali. Ja, tako. Se pravi, dejansko ste zdaj iz njihovih prostorov pokal prinesli v Celje. Ja, res je. Hvala, Velenje. Po enem letu smo ga vrnili. Ja, ste ga vrnili. Tam, kamor spada. Lepo, veš, to je taka patriotska. Fino. Ja, jaz sem samo čula, da David laže, fejst, velik. Pa da, veš, to je star maček, ne? Ja. Jaz prirejam resnico. Aha, ok, David ne laže, David samo prireja resnico. Kako pa tvoji soigravci gledajo na to? Ja, zdaj sem prvič pripeljal par fantov, ko še niso bili na radio, tako da jih danes lahko malo. Kaj zdaj jih uvajaš Uvedemo, tudi za kako študentsko delo, veš, za vikende? Ja, pomlajena ekipa, zdaj tudi se boste spremenili, zdaj danes je zadnja tekma 11. junija, prije pa Barsa in takrat se bo tudi povedalo, pozdravilo nove, poslovilo od tistih, ki odhajajo. Spet bo neka rotacija v klubu. Ja, res je, tako kot vsako leto, ampak mislim, da letos malce manj pride spet nekaj novih, mladih, nadebudnih fantov. In mislim, da se bodo nekateri predstavili že proti Barceloni. Koliko pa ti kot, bom rekel zdaj, mator gledaš na te mlajše? Kot si že džomba, ne? Džomba, ne? Vsako leto starejši oziroma še pred parimi leti sem bil v spodnji polovici starosti, zdaj pa krepko na vrhu, tako da tudi se približuje moj konec. Koliko pa vi gledate? Mislim, je v redu kapetan, dej ga malo ga opiši. Ja. Zdaj moraš same superlative dati, ker... Raz je kar v redu, no, moram reči, tako zelo, kako bi rekel temu, političen kapetan, ne. Zelo dobro zna oceniti situacijo, preračunati in na koncu brati neko opcijo, ki... Diplomatske metode. Ja, tako. Ni vsako leto starejši, vsako leto pametnejši. Modrejši, tako. Lepo, to pa je bila zdaj pohvala. Razen jaz mislim, da te čaka politika, ko boš končal rokometno kariero. Mislim, glej, približuje se lokalne volitve že. Nikoli ne zapiram nobenih vrat. Stari tisti čisti politik. Razgor za predsednika, veš. Si že vidim jumbo plakat, ne?
Ja, lepo, 25. zvezdica, evo v nadaljevanju, zdaj Galšoš kaj povedal, ker pol te bomo menjali, veš? Lahko gremo tam malo prej z musko, ja, da malo presekamo to. Že kar bi sekal, je v redu, vse v nadaljevanju še rečemo kakšno, pa še druga dva sedeta na vroča stavčka. Najprej John Zeta. Radio Fantasy. Minut je do 10 in kot rečeno smo v družbi rokometašev Celja Pivovarne Laško in 25. zvezdice. Zdaj ne mi javlja, da mi bo razneslo mikrofon. Ja, oprosti, ne bom več. Tako malo biti je pa to glasno. Ne. Ej, fantje, cel kup vas je danes tukaj in zdaj je prišlo do ene hitre menjave. Zdaj ne vem, je to trener naredil ali je kapetan? Kapetan je, ja, razen. Kapetan se tam špila s krokodilčkom, a veš, pa je dal druge za mikrofon. Aleks Vlak, dobro jutro. Dobro jutro. Tilen Strmljan, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Stefan Terzič Terza, dobro jutro. Dobro jutro. Stefan, tebe bomo mi simultano prevajali. Dobro. Ti si rodom iz Srbije? Tako je, da. Arilje. Kje? Arilje blizu Zlatibora, Užice. Zlatibor. Užice, ja. Ziher je Janko bil tam v mlajših letih, v kakšni vojski pa to. To nam je skozi zabava, da smo mi cipresniki, stara. Ja. Hvala, bivša kolegica. Lej, ne bom se me te hiter znebil. Ne, zdaj, tudi vi, povejte malo, kak feeling je bil, ko ste spremljali tekmo dveh drugih ekip, pa ste vedeli, da se lahko zgodi, da boste in ste zmagali. Pa jaz moram reči, da je bilo kar nervozno. No? Je, bilo, tudi. kako je rekel kapetan, ampak je pa bilo lepo po tekmi. Je bilo, ne? Ja. Fino. Dej ti povej, Tilen. Ja, jaz bom rekel tako, no, za nas sploh, ko smo prvič, naprimer, Raza je že ne parkrat to svoje, bilo verjetno za njega to vsako dnevno, no. Raza, na koliko takem si nivoju. bil osvojil? 9. 9 zvezdic je bil zraven Raza. Ja, za nas je pa prvi, pa Wow. pa nekaj drugega, ja, vse definitivno spremljati, je bilo zelo živčno, nervozno, ampak na koncu je bilo lepo, ja. Na koncu ste se tudi malo sprostili, nekaj pojedli. Zdaj, glede na to, da za tebe pravijo, da ne ješ nič druga, kot kaj riž pa piščančka, Ne, to ni res. solato. Tudi, ja, ampak čez teden bolj lepo, za vikend pa tudi pice, pa take zadeve. Tako da je Nekaj si vse- slišal, da si vsega sam pomanj. na neki... Ja, pa je morda, tule David pravi, da moraš majico dati gor. Ajde. To sam za na plažo, ne, Pa za vse studio imamo ne. tule plažo, lej, kamera je tam, punce gledajo, bi Zdaj rade Tilen videle. si podpisal, veš, ker imaš kamero, pa moraš v kamero pokazati. Najdite ga na Instagramu, @Stefan Joj, evo, fante že jokajo. Ne, hetam se. Terza, povej, koliko je teb, ti si kdaj, lani junija si prišel k nam, ali julija? V sedmem Samo mesecu. sezono, da, u 7. In kak ti je feeling, koliko si se ujel s Pa fanti? super je osjećaj ispuniti taj cilj koji smo zacrtali na početku sezone, da budemo prvaci, da vratimo trofej u Celje, to smo ispunili i stvarno je bilo olakšanje kada je Velenje pobjedilo, mi smo se osjećali da iako smo bili spremni da pobjedimo i Dobovu i ovu ekipu večeras, bilo je lakše znati da smo prvaci, da smo ispunili cilj i da je sve to što smo radili, što smo se žrtvovali i dali sve od sebe, da je se isplatilo. Ja, zdaj mogoče, zdaj Velenje je pomagalo vam s tem, ko je premagalo Trebnje, ampak El Clasico je bil pa 14 dni nazaj, ko ste vi premagali Velenje, kar tudi šteje, ne? Da, jeste, ali smo onda imali jedan peh protiv njih gdje smo izgubili u polufinalu kupa. I onda opet ne možeš da kažeš da ti je svejedno jer isto je jedan front na kom si se borio i jednostavno si podbacio tu utakmicu i onda nam je bilo krivo i želeli smo tu pobedu i onda smo se nadali, okrenuli smo se prvenstvu i možda je bilo i najbolje da smo bili skroz fokusirani na to i ispunili cilj do kraja, tako da uglavnom posao je odrađen, glavni posao je odrađen, to je. Tako, ja, Stefan je povedal že vprej, ne, da se fajn počuti s fanti, pa da cilj, ki so si ga zadali na začetku, je izpolnjen. Evo, tudi kar se Velenja tiče, pa ena tekma je bila zgubljena, zdaj ta je bila dobljena in seveda fokus je bil na tem, kar je 25. zvezdica. Ja. Še simultano prevajam. Ti pa kaj sprašuješ, Uši? Ne, jaz sam, danes smo rekli, da pač pridemo na tekmo, tudi mi, ob 6. Kar je treba edino narediti na... Brezplačno, ni? Je, tako, na brezplačno tekmo, ampak vseeno je pa potrebno rezervirati vstopnico na OLAI, da si izberete sedež, kjer boste sedeli, da dobite v bistvu in si doma tudi natisnete brezplačno vstopnico. Bo pa tudi kar nekaj presenečen, sem slišala. A veste, fanti, kakšna presenečenja ne bojo? Ha?
Ja, jaz mislim, da dobi vsak pivo, ne to posebno, katero smo, Bravo. No, to je zdaj, katero so pripravili za nas. to, kar smo se pogovarjali, vi ste dobili posebno pločevinko zdaj z motivom seveda kluba vas. Tako da to je posebnost, ki jo dobimo, ne? Po tekmi, prej ne. Ne, po tekmi, ko zmagamo. Ko zmagamo. Ko Skupaj zmagate, smo boste imeli. dali vse od sebe? A seveda, kot vsako tekmo. Kot vsako tekmo. Bravo, fantje. Ok, dajmo še eno. Big Country so tukaj, v nadaljevanju ostajajo z nami fanti rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Radio Fantasy. Ura je 11 minut do 10. Z nami so rokometaši Celje Pivovarna Laško. Državni prvaki! Ja, 25. zvezdica. In tukaj pred mikrofonom, zdaj v tem trenutku, Stefan, Aleks in pa Tilen. In šli bomo od tebe naprej, Terza, so te namočili. Može. Mi imamo eno rubriko, pazi to, takle sliši. Fantasyjeva najbolj nadležna novinarka sprašuje. Si razumel? Jesem. Novinarka. Ne? Zdaj imamo vprašanje od 1 do 5. Zber si. Broj je od 1 do 5. 5. Do 5. Pošiljaš seksi sporočilca? Da li šalješ seksi SMS-e? Kada je hemija na pravom nivou, možemo nešto da pokušamo. Se pravi, ko je kemija na pravem nivoju. Da, kada osjetiš da je hemija za to, onda pustiš neku bubicu. Jel? Moraš da osjetiš, mora da imaš tajming za to, ne možeš iz vedra neba, jel? Nego moraš malo da... Mora biti atmosfera. Malo da nauljaš. Ja, na suho ne gre, treba pomazati. Neće na suho ništa nikad. Bravo, Terza, v redu. Hvala ti. Gremo dalje. Evo, Tilen, ti si na vrsti. Od 1 do 5. Do 4. Štirko, ne? 3. 3. Da slišimo? Ti je v vezi bolj pomemben seks ali ljubezen? Definitivno ljubezen. Oh, Večni romantik. Vprašanje je bilo zdaj tisti, ko niste slišali, kam je bolj v vezi pomembno, seks ali ljubezen. Tilen, povej še enkrat, a si prepričan o svojem Prepričan. zadnji odgovor? Zadnji. Zadnji? Ja. Ne bi imel... Punca posluša. Da se to sem hotel vprašati. Evo, to je bil Tilen. Trojka, kdo je naslednji? Zdaj, Aleks, vzam slušalke. Povej, katero vprašanje. Jaz bom Krenko. Trojka pa petke, ne moreš, čak da vidim. Kdaj si se nazadnje zlagal? Šta? Kar se je slagalo. Zadnji put. A verjetno vsak dan nekaj malega, no. Vsak dan pomalo. Očitno Terza ve, ne? Kdaj je to bilo? Ono što ne znaš ne može te boli. Dosti smo skupaj, pa ve. Pa vejo, koliko je ura. Torej, kdaj si se nazadnje zlagal? Pa ne vem, verjetno včeraj zvečer. Pa se spomniš laži? Komu? Ne. Komu? Moja ne spomniš. Terza, ti veš Mogoče komu? kaj na treningu je bilo. Ne, meni sigurno. Ali pa njemu, ja. Za avto me nekaj vprašal. Eto. Kaj si ga vprašal? Da če si lahko sposodi avto. In kak izgovor si našel? Ma ne vem, se rekel, da nekaj rabim, pa sem šel domov. Dobro, v redu. Menjava, evo, pridite hiter. Gal pa David, vidi, da se še pridružita ekipi, prosim, slušalke. To so neke Oprosti, evo. počasne menjave pri nas. Kaj je to? Ja, A lahko sam še jaz nekaj vprašam, ko nisem nadležna novinarka? no dej. Zakaj hudiča je Terza tako oblečen v hudiju, medtem ko so vsi fanti ostali v kratkih rokavih? Hoćeš da znaš istinu? Ja. Ali nemoj slagati. Neću, ja ne. Zato što ispod imam L majicu, a ja imam kupan sam i nema šanse da budem u L majici, eto, pogrešnu majicu imam. Nima prave nima prave majice, Terza, majice. pa mora biti v tem kožuhu. Ali nije mi vruće. Ne sme ti biti Terza vroče zdaj, ker imaš napačno majico. Dej, gremo dalje, ker časa nas zvonkuje in David Razgor ali Gal Gaberšek, odločite se, kdo je naslednji. Kjera številka so še? Dvojka je še, pa štirka. Ja, dajmo pa štirko, no. Čakaj, vsi me najdu zdaj. Kakšno je tvoje trenutno stanje na tvojem TRR-ju? To pa ne vem, bolj bogo po mojem. Pa se bo zdaj kaj spremenil po usvojitvi naslova? Ja, upam, če bo kakva premija, gospod kapetan, ste se kaj imeli na tem? Premini. Pol se ne bo. Ej, Gal, jaz ne vem, zakaj si, dve stvari, ne vem, zakaj si se na višji stol usedel, ker si tak 2 metra, pa svoj mikrofon imaš, pa si podaj. Gal, koliko si ti visok? 2 metra in 1 centimeter.
Oziroma 2,3 metra v šuhih. Koliko si zjutraj, koliko zvečer? To je razlika. Odvisno, koliko te prodaja, koliko si rekel prej ti. Ja, če se prodaja višji, če pa kupujemo, je pa nižji. Ja, nače, evo, zdaj pa razgo še za tebe. Jaz sem pa dvojko. Takole je vprašanje. Kako odreagiraš, ko srečaš svojo bivšo? Nimam problemov s tem, ampak je tudi res, da zelo redko srečam kakšno bivšo, ker jih nisem imel veliko bivših, pa tudi niso vse iz scene. Ajde, ti si politik. Smo mislili, da bo smešno odgovor, pa ne. Laže. Laže. Aha, povej ti gal, no, tako. Raza je lisac, ne? Lisac, pravno. Zgolj insinuacije. Ja, lej, ne bomo vas več mučili, fantje, super čestitke za naslov, danes zmagite, pa pol spet fešta, pa 11. ko prije Barsa spet fešta v mestu, tako da samo tako naprej. Vsi mi pa ob 18. uri v dvorano Zlatorog. Ja. Hvala in upam, da se vidimo v čim večjem številu. Čestitke. Moramo da pozdravimo Bojketa, našeg brata Nebojšu, koji se oporavlja od manjeg hirurškog zahvata. Koji je trenutno u bolnici, ali ubrzo izlazi, bit će ubrzo sa nama, idemo zajedno da proslavimo titulu i da slavimo zajedno. Danes igramo za njega. Tako Okay, je, tako je. Za koga igramo? Nebojša Bojić, Bojke, Operiran je bil in zdaj ukreval. Okay. Vse najboljše njemu in seveda vse čestitke vam. Fantje, imejte se. Čau, dio! Radio Fantasy. Radio Fantasy.